Ne. Ne. Nocoj, kaj dogaja, gostimo dolgoletnega poročevalca iz vojnih žarišč, avtorja večjih knjižnih uspešnic in zagrizenega tekača. Z nami je Boštjan Videmšek. Boštjan, dobro večer, živijo. Dobro večer, Živjo. Čau. Boštjan, poleg novinarskega dela si izdal tudi več knjig, večinoma si pisal o vojni tematiki. No, tvoje zadnje delo, ki si ga ustvaril s svojo ženo, pa govori o severnih belih nosorogih. Kaj te je privedlo do te teme? Maži popravek za začetek. Fact check sucks. Zadnja knjiga je Vojni dnevnik, ki je moj prvi roman. Točno, ja. Ja, prvi založbi Unko. No. Zadnji dve severni beli nosorogini, Nadžin in Fatu, sta mama in hči. In sta predstavnice funkcionalno izumrle vrste. To preprosto prevedeno pomeni, da se vrsta ne more po naravni poti razmnoževati, ker je zadnji samec umrl točno pred 6 leti, aprila 2018. In že 2015 je mednarodni konzorcij, ki se imenuje BioRescue, zagnal znanstveno naravovarstvene napore za ohranitev te vrste, za v bistvu jih obuditi recimo od mrtvih. In zdaj tako že izrazito dobro kaže, z usaditvijo embrija v nadomestno mati južne bele nosoroginje obstaja možnost, da že v naslednjih mesecih se usadi tudi, prenese, transferira tudi embrijo severnega belega nosoroga. Zelo kompleksna reč, ampak nekaj, kar lahko v tem zelo temačnem svetu ponudi neko upanje. Živimo v času velikega 6. izumrtja in v tem trenutku sta ogroženi 2 milijoni poznanih živalskih in rastlinskih vrst. Z Matjažem Krivicem sta pa tudi po svetu dokumentirala skupnosti, se pravi na način, kako se spopadajo s podnebno krizo. Zdaj, komu gre najboljš, oziroma kako se spopadajo sploh s tem? Nikomor ne gre zelo dobro, to je plan B. Kdo ima najboljšo rešitev, recimo? Obstaja samo ena rešitev, ki se reče manj. Rešitev smo vsak posameznik sam. Nočem izpostavljati nobene posebej prakse, mogoče recimo grški otok Tilos, morda, ki je nekako tako koheziven v vsemu, kar jaz vidim kot mogoče rešitev, v radikalni demokratičnosti, v radikalnem okoljevarstvu, ne samo humanizmu, ampak tudi odnosu do nečloveških bitij. Bil je tudi prvi otok, še prednje Grčija, ki je to storila letos, kjer se je izpeljala istospolna poroka, recimo. Bil je prvi otok, ki je prepovedal lov, in potem je bil tudi prvi otok, ki je postal energetsko 100% preskrben samo z obnovljivimi viri energije. Po drugi strani hkrati pa postal tudi zero waste prvi otok v Sredozemlju. V bistvu mora biti veliko alinej, ki se lahko združijo v eno zgodbo. Res pa je, da živimo v zelo težkem času za odkovani zeleni prehod, za kakršnekoli okoljske rešitve. Po epidemiji in po energetskih manipulacijah pred začetkom ukrajinske vojne, s katero je fosilni imperij vrnil udarec, je izredno težko pridobiti pozornost ljudi za strahotne posledice, ki prihajajo v podnebne krize. Ne segrevamo se za 1,5 stopinje, segrevamo se za 4, najverjetneje pa za 7 znotraj Evropske unije, ki se segreva 3-krat hitreje od globalnega povprečja. Slovenija je pa epicenter tega, ki se segreva 2-krat hitreje od Evropske unije. Se pravi, v kratkem nas čaka še več velikih problemov. To ne bo tako dolgo se trajalo. Tisto, kar se je dogajalo lani poleti, recimo, ne smemo razumeti kot osamljen incident, ampak kot bodoče stanje v različnih pojavnih oblikah. No, omenil si pa, da si tudi upokojeni vojni novinar. Katero vojno žarišče te je najbolj zaznamovalo v tvoji karieri? Vsako posebej. Težko je, nepravično je postavljati hierarhijo bolečine. Vsaka zgodba je res strahovita in unikatna in je posebej zahteva polno pozornost. Ampak glede na to, da sem se ogromnokrat vračal v Gazo, je vedno znova treba opozarjati na njo, je tukaj in zdaj in je po mojem mnenju nekaj najhujšega, kar se dogajalo v moderni, v hudem Teleksu, tako da skoraj dol pade, je napisano v zgodovini. Ampak si bil kje, recimo, ki si pa rekel, jaz pa kje ne zdržim več, jaz grem rajš domov na varno? Nisem rekel tega slednjega, ampak recimo v Demokratični republiki Kongo leta 2003 na vrhuncu državljanske vojne
sem bil že zelo blizu svojih finalnih in fizičnih in mentalnih kapacitet. Pa se ti zdi, da smo danes ljudje bolj ali manj občutljivi na te vojne grozote? Veliko informacij dobivamo iz vseh strani. Kakšen je tvoj občutek? Mislim, to je težko generalizirati, ker bi rekel, digitalna antropologija še ni dovolj razvita, ne? Ampak kar se mi zdi je predvsem, da ogromno ljudi, ki ne ve nič, je sveto prepričan v svoj prav in mislijo, da vedo vse in s tem si jemljajo pravico do obsodbe ljudi, skupnosti, narodov, za katere v resnici dejansko niti še niso slišali. Na kakšen način pobegneš stran iz teh grozot oziroma z debastalizacijo od idiotizmov kot takih. Ne? To je pa izredno naporen del, zato ker so vse prisotni. Kaj pa tek? Te to tudi kaj odmakne? Tek je krasna kanalizacija z stalnimi stranskimi učinki. Tečeš tega? Skoraj. Koliko pretečeš? Manj kot včasih, ko sem tekel absolutno več. Številke ne štejejo. Predvsem pa tečem po poteh, po gozdovih, ne tečem asfalta. Ne? Tam, kjer ni človekov. Tam, kjer ni človekov. Boštjan, hvala, da si bil naš gost. Skupaj s tabo si seveda želimo srečen konec za severne bele nosoroge. Tebi pa želimo predvsem čim več uspešnih tekov in čim manj vojnih žarišč za vse nas. In prijaznih človekov. Tako. Hvala vama. Hvala. Thanks.